V prejšnjem prispevku smo govorili o aktualnih športnih dogodkih, ki so oktobra potekali v Sloveniji in po svetu. Sedaj pa si poglejmo novosti, ki so se dogajale novembra. V turški Antaliji je od 8. do 11. novembra 2012 Mednarodni odbor za šport gluhih ETSO pripravil izobraževalni seminar za sekretarje in direktorje Evropskih nacionalnih športnih zvez gluhih. Seminarja se je udeležilo 33 predstavnikov iz 24 evropskih držav. Med njimi je bil tudi sekretar Športne zveze gluhih Slovenije Anton Petrič. Glavne teme seminarja so bile prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti delovanja ETSO danes in v prihodnosti. Udeležence so razdelili v 4 skupine. Vsaka skupina je na izbranem področju morala poiskati odgovore na izzive, s katerimi se sooča ETSO danes in ki jih pričakuje tudi v prihodnosti. Namen analize je bil, da se ETSO dobro pripravi na gospodarsko in finančno situacijo, s katero se sooča Evropska unija. Iskali so načine dobrega upravljanja te organizacije in zaščito pred nepredvidenimi situacijami. Med seminarjem so bili deležni obiska predsednice Evropske zveze gluhih oziroma EUD Berglind Stefansdottir, ki je izkoristila, da je predstavila delovanje te organizacije. Vasil Sandugej, podpredsednik ETSA, je predstavil nov generalni pravilnik o izvedbi mednarodnih tekmovanj na najvišji ravni, to so evropska prvenstva. Kot vsako leto bo tudi letos potekala redna seja predsedstva Športne zveze gluhih Slovenije, ki bo v soboto, 8. decembra ob 10. uri v prostorih Društva gluhih in naglušnih Ljubljana. Seje predsedstva Športne zveze gluhih Slovenije se bodo udeležili predstavniki športnih sekcij 13 društev gluhih in naglušnih Slovenije. Na seji bodo obravnavali poročila o izvedbi športnih tekmovanj in dogodkov v letu 2012, vsebinski in finančni načrt za leto 2013 ter volili novega predsednika za preostanek mandata po odstopu dosedanjega predsednika. Športna zveza gluhih Slovenije bo v četrtek 13. decembra ob 18. uri v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah s svečano prireditvijo počastila 20. obletnico svojega obstoja in delovanja. Na prireditev bodo povabili visoke goste in program popestrili s kulturnim programom. Ob zaključku bo proglasitev najboljše športnice, najboljšega športnika in najboljše ekipe gluhih v letu 2012.
V počastitev te obletnice in 41 medalj, osvojenih na evropskih in svetovnih prvenstvih ter olimpijskih igrah, na prireditev vabimo vse športnike, ki so pod slovensko zastavo v obdobju med leti 1992 in 2012 nastopali na velikih mednarodnih reprezentančnih tekmovanjih. Zveza za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite, prireja svečano prireditev Invalid športnik leta 2012. Prireditev bo potekala v četrtek 6. decembra ob 16:30 v Kristalni palači v Ljubljani. Na prireditvi bodo podelili priznanja najboljšim športnicam in športnikom, obetavnim športnikom, ekipam, trenerjem in zaslužnim športnim delavcem preteklega leta. Povabili so tudi gluhe športnike in športnice, ki so v letošnjem letu dosegali lepe rezultate. Prireditev bo posvečena tudi praznovanju 50. obletnice organiziranega delovanja športa invalidov. Izvršni odbor Mednarodnega odbora za šport gluhih ali ICSD se je sestal 3. novembra in preučil vprašanje uvrstitve rokometa kot športne panoge na olimpijske igre gluhih v Sofiji leta 2013. Na kongresu ICSD-ja v Tajpeju leta 2009 so rokomet gluhih zaradi premajhnega števila držav udeleženk črtali s seznama skupinskih športnih panog na olimpijskih igrah gluhih. Šele po protestu Hrvaške, večkratne prvakinje v rokometu in njenih podpornikov, so to športno panogo na naslednjem kongresu ICSD-ja, ki je bil septembra leta 2011 v Rimu, ponovno uvrstili na seznam skupinskih športov. A tu se je zapletlo, ker so ugotovili, da so na prejšnjem kongresu sprejeli nova pravila, ki določajo najnižje število držav oziroma ekip v posameznih skupinskih športih. Namreč rokomet po teh pravilih ne izpolnjuje pogojev, ker je premalo držav, kjer se rokomet aktivno igra, in sicer samo 7, moralo pa bi jih biti vsaj 12. No, v izogib nadaljnjim zapletom je izvršni odbor ICSD-ja sprejel kompromis, da se rokomet pogojno uvrsti na seznam skupinskih športov na olimpijskih igrah gluhih v Sofiji leta 2013 pod pogojem, da se prijavi zadostno število držav oziroma ekip. Liga prvakov gluhih v nogometu oziroma DCL se bo odvijala od 11. do 14. aprila 2013 na zaključnem turnirju v Londonu, kamor se lahko uvrstijo le prvaki iz evropskih držav, ki so tudi člani DEF Champions Liga oziroma DCL-a ali Lige prvakov gluhih.
Tehnični delegat nogometa in futsala gluhih Andrew Scolding je preko spletne strani Evropske športne organizacije gluhih k sodelovanju povabil gluhe nogometne sodnike, da bi sodili na tekmah DCL-a. Pogoj je, da morajo imeti licenco nacionalne organizacije nogometnih sodnikov. Prve tekme DCL-a, ki je bila ustanovljena leta 2008, so izvedli v Londonu, naslednje leto pa v Stuttgartu. Leta 2010 so jih imeli v Madridu, sledil je Karlsruhe v Nemčiji. Leta 2012 so v Atenah imeli ligo, kjer so proglasili prvaka leta 2012. To je ekipa DFC St. John iz Londona. Več o tem lahko zasledite na spletni strani. V nedeljo 11. novembra je v Benetkah potekalo 33. mednarodno tekmovanje v orientacijskem teku ali MOV. Gre za vsakoletno srečanje orientacistov z vsega sveta ob zaključku orientacijske sezone. V Benetkah se je zbralo okrog 4050 orientacistov z vsega sveta, med njimi tudi 4 gluhi orientacisti iz Slovenije. Slovence so zastopali Vladan Vukajlović, Petra Šiler, Marjana Rejec in Pavel Rejec. Na pot so se odpravili zgodaj zjutraj s klubskim avtobusom do Benetk. Pred Benetkami so se vkrcali na ladjo. Ta dan je bilo to strašno doživetje zaradi visokega plimovanja in hudo razburkanega morja. Namesto 15-minutne vožnje se je plovba prelevila v dvourno dramo. Ko so stopili z ladje, so zabredli v polmetrsko vodo oziroma morje. Benetke so bile dobesedno pod vodo. Nekateri orientacisti so bili dobro pripravljeni in obuti v visoke gumijaste škornje, drugi pa so po vodi hodili v navadnih športnih copatah, kar vsekakor ni bila najboljša obutev za ta dan. Udeležba na tekmovanju v Benetkah je za orientaciste nekaj podobnega kot udeležba na maratonu za tekače. Udeleži se je lahko vsak ljubitelj orientacijskega teka. Tekmovanja v orientacijskem teku v starih italijanskih mestnih središčih so zelo priljubljena. Karta neskončnih ulic in kanalov, štetje ulic, odcepov, mostov, voda do kolen, začudeni turisti in čim bolj optimalni izkoristek časa od starta do cilja. Dopoldne so bile Benetke res poplavljene zaradi izjemnega plimovanja, popoldan pa je gladina vode že začela upadati. Udeleženci so bili vseh starosti od 10 let do 75 let in v kategorijah ženske in moški posebej. Pavel in Vladan sta nastopila v kategoriji MB na 6,9 km, kjer je bilo skupno 103 tekmovalcev.
Oba sta se uvrstila na zelo solidno mesto. Petra in Marjana sta nastopili v kategoriji dvojni VB na 4,4 km. Petra je zasedla 65. mesto, Marjana pa se je uvrstila na 77. mesto od skupno 86 tekmovalk. Njihovo druženje in tekmovanje je popestrilo tudi spoznavanje orientacistov iz najrazličnejših držav sveta, spoznali pa so tudi gluhe orientaciste iz Avstrije in Italije. Iz Društva gluhih in naglušnih Maribor, podružnica Ptuj, so se s petka na soboto 17. novembra z 2 kombijema odpravili na Slovaško. V mestu Trenčín so 6. leto zapored organizirali športni dan gluhih. Iz Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor so tekmovali v 2 športnih panogah, v odbojki in futsalu. Odbojkarsko ekipo so sestavljale 3 ženske in 3 moški. Prijavilo se je 8 ekip. Igrali so v 2 skupinah, A in B. Prvi 2 ekipi iz skupine A sta se potem pomerili s prvima 2 ekipama iz skupine B, kar pomeni, da ni bilo polfinala, ampak so odločali rezultati. Po borbeni igri so osvojili 2. mesto. V odbojkarski ekipi so bili Diana Škof, Valerija Škof, Mirjana Drumlič, Suzana Muster, Aleš Škof, Marko Šmid, Boris Pavlin in Sašo Letonja. Pri futsalu je bilo 8 ekip iz različnih klubov. Igrali so podobno kot pri odbojki in osvojili 2. mesto. Za najboljšega igralca je bil izbran Geni Dacaj. Ekipo pa so sestavljali pokojni Jože Kerec je bil največji šahist med gluhimi. Imel je naziv velemojstra z licenco Mednarodne šahovske zveze. Bil je 4-kratni ekipni prvak bivše Jugoslavije, in sicer od leta 1976 vsaka 4 leta zapored do leta 1988. Leta 1986 je na svetovnem prvenstvu za posameznike v Washingtonu v Ameriki postal svetovni prvak. V njegov spomin je MDG Ljubljana organiziral šahovski turnir, ki je bil 3. po vrsti. Šahovski turnir so prvič organizirali pred 4 leti s prehodnim pokalom v spomin na odličnega šahista, zato da bi privabili mlade gluhe šahiste k domiselni igri s 64 polji. Tisti šahist, ki bo turnir osvojil 3-krat zapored, bo prehodni pokal dobil v last. Zadnja 2 turnirja ga je dobil Anton Pelko. MDG Ljubljana je organiziral 3. šahovski turnir In Memoriam Jože Kerec, ki je potekal 17. novembra.
Prijavilo se je 13 igralcev in ena igralka iz 4 društev. Turnir se je odvijal na sedežu Šahovske zveze Slovenije. Igrali so po švicarskem sistemu 9 krogov. Šahovske partije so bile iz kroga v krog zelo napete in izenačene. Do zadnjega kroga ni bilo jasno, kdo bo osvojil turnir. Razvnel se je boj med domačima igralcema iz društva MDG Ljubljana, Antonom Pelkom in Stankom Veršičem. Pelko je prišel na turnir zato, da tretjič zapored osvoji turnir in si prisvoji prehodni pokal. Za presenečenje je poskrbel Božo Vidic, vnet bowlingaš, ki je v zadnjem krogu tega odličnega šahista premagal. Po točkah ga je prehitel Stanko Veršič, ki je tako osvojil prvo mesto in postal zmagovalec turnirja. Tretje mesto je pripadlo članu DGN Celja Miranu Kolarju. Partije šahistov je nadziral sodnik Marko Ribičič iz Šahovske zveze Slovenije. Na Ptuju je že 10. novembra potekal turnir v futsalu in pokru v sklopu martinovanja in pod okriljem podružnice Ptuj. Sodelovalo je 6 ekip, in sicer samo iz Slovenije. Prvo mesto so osvojili Ljubljana, Dedek Zmajči, drugo mesto MDGN Slovenske Konjice, tretje mesto pa Ljubljana Rambo. Poker so prvič organizirali zato, ker je zadnje čase zelo priljubljen in se je prijavilo veliko ljudi, kar nam je bilo v veliko zadovoljstvo. Za poker se je prijavilo 15 pokerašev in ena pokerašica. Vsa prva 3 mesta so osvojili Ptujčani, in sicer prvo mesto Dominik Mohorko, drugo mesto Dijana Škof in tretje mesto Robert Debevec. Turnir se je odvijal v športni dvorani v Zrečah. Organiziral ga je MDGN Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče v nedeljo 25. novembra. Društva, ki so se na državnem prvenstvu v futsalu, ki je bilo 6. oktobra v Velenju, uvrstila na prva 4 mesta, so šla naprej v boj za superpokal. Državni prvak je postal DGN Ljubljana. Naslednja mesta so osvojili DGN Maribor, DGN Celje in MDGN Slovenske Konjice. Ekipa iz Celja pa je svojo udeležbo odpovedala. Igrali so po turnirskem sistemu, torej vsaka ekipa z vsako. Najboljši igralec je bil Mustafa Buljubašić, najboljši strelec Robert Debevec, najboljši vratar pa Igor Knežević. Poglejmo si rezultate. Kot je bilo omenjeno v prejšnjem prispevku, so do 4. kola samo enkrat zmagale in kar 3-krat izgubile.
Naše igralke PD2V so na tekmi petega kola, ki je bila v ponedeljek 19. novembra, ostale brez rezerve in brez trenerja. Ker so bile nasprotnice SMC zelo oslabljene, so PD2V to tekmo izkoristile za trening in poskušale popraviti napake, ki so jim delale kar nekaj preglavic. Zmagale so z rezultatom 50-37. Prišlo je veliko navijačic in navijačev. Veselje je bilo nepopisno. V šestem kolu je bila njihova zadnja tekma v jesenski rekreacijski ligi. Tekma je potekala v sredo, 21. novembra. Prvič se jim je pridružila Mateja Kanalec, ker niso mogle dobiti rezerve. Tekme je doslej vedno spremljala kot fotografinja. Ker zelo dobro pozna njihovo tehniko, so jo vzele v ekipo. Naj vas spomnimo, da so bile njihove hude nasprotnice Old Girls, ki so jih v četrti tekmi PD2V premagale s 50-28. Toda PD2V so si goreče želele še enkrat zmagati in želja po zmagi se jim je končno uresničila. Po borbeni in zanimivi, fenomenalni igri je bilo vzdušje v ekipi enkratno. Od vsega začetka so vodile igro, imele odlične poteze, lepe podaje in tudi odličen napad. Hude nasprotnice Old Girls so izgubile s 36-50. Sodnik je bil zelo presenečen nad igro PD2V, kakor tudi igralke Old Girls, ki so jih verjetno podcenjevale. Ta tekma je bila zadnja v tem delu. Naše punce so dobile še večjo spodbudo, da so sposobne in zmorejo premagati slišeče ekipe. Zdaj smo pri koncu novembrske oddaje o aktualnih športnih dogodkih doma in po svetu. Hvala, ker ste bili z nami. Se vidimo spet prihodnji mesec.